Tokrat o pokoronski avtomobilski industriji. In o težavah oziroma prilagoditvah souporabe oziroma deljene uporabe avtomobilov. Pa o pozitivnih in negativnih straneh hitrega polnjenja električnih avtomobilov. In o najbolj vročem vprašanju ta hip, ali je zdaj čas za nakup novega avtomobila. Pozdravljeni v prvi pokoronski avtomobilnosti, ki bo seveda zaznamovana s tem, kakšen bo avtomobilski svet po izkušnji z korono. Če začnemo kar z citatom prvega moža Toyote, Akire Toyoda, ki je v času korone rekel takole: prva kriza je zdravstvena, druga bo gospodarska in bo trajala veliko dlje. No, zdaj smo v tem drugem času, ko je na respirator treba priključiti gospodarstvo, tudi v Sloveniji. No, in avtomobilska industrija se bo, oziroma se je že na nek način morala začeti prilagajati, tako kot smo se recimo prilagajali tudi mi v oddaji Avtomobilnost, smo večino oddaj nekako sestavili iz tistega, kar je ostalo čez leto, pa vam zapakirali na nov način. Bo to tako tudi v avtomobilski industriji? Avtomobili za leto 2020 so namreč že narejeni, so že tukaj, ampak prodaja pa? Kot so rekli avtomobilisti sami, spat so šli z enimi mislimi, zbudili pa so se v popolnoma drugačno realnost. No, in ta realnost se je dala precej natančno napovedati od trenutka, ko so avtomobilske tovarne ugasnile stroje. Takrat je bilo jasno, da bojo domine padale kot ena za drugo. In so, in to čutimo tudi v Sloveniji. Avtomobilska industrija sloni na 3 stebrih, ki so po vseh kontinentih, po vseh državah. En steber nosi proizvodnjo avtomobilov, drug steber nosi vedno večja dobaviteljska veriga, ki je razkropljena po skoraj vseh državah sveta, in po vseh državah sveta pa so vsekakor prodajalci in serviserji. Ti 3 stebri seveda so utrpeli veliko in nenavadno, pravzaprav prvič v zgodovini zaznano škodo s tem, da se je v nekem trenutku vse skupaj za en kratek čas ustavilo. Seveda bodo preživeli, ampak ne vsi, in reševanje le-teh je zdaj ključno vprašanje. Za vsako državo posebej. Povsod morajo najprej ugotoviti, kateri so tisti dobavitelji, ki so najbolj razvojno in strateško pomembni za ohranitev. Ker, ne pozabimo, avtomobilska industrija je bila že pred korono pred velikim izzivom prehoda v novo mobilnost. Vsi tisti, ki so usmerjeni k dodani vrednosti in k novim tehnologijam, so tisti, ki jim velja zdaj pomagati, saj bojo v prihodnosti nesli zlata jajca. No, ti si govoril o 3 stebrih avtomobilske industrije. Lahko bi rekla, da je 4. steber avtomobilske industrije tudi kupec. Najpomembnejši. To je ta najpomembnejši del in tukaj že prideva k najbolj vročemu vprašanju te pomladi oziroma poletja, morda celo obdobja do konca leta, ki se zna povleči celo v 2021. Je zdaj pravi čas za nakup novega avtomobila. Avtomobil je osnovno sredstvo za osebno mobilnost. Mobilnost, v kateri se sam odločaš, kdaj in kam se boš peljal. Ta lastnost avtomobila je zelo osebna lastnost, je v bistvu osebni pripomoček, avto, ki je del tvojega življenja. Ta kriza je dala tudi en nehoten impact, da je mobilnost naša zelo pomembna. In če zapreš javni promet, nisi mobilen. Korona nas je naučila, kako pomemben je avto tudi za najbolj osnovne življenjske funkcije, nakup osnovnih potrebščin in vsega ostalega, in smo bili odvisni od tega, da imamo avto. In tisti, ki ga niso imeli, so bili odvisni od drugih, da jim pomagajo pri temu. Ta situacija nas je naučila, da neposreden dostop lastništva avtomobila pomeni večjo varnost. V tem smislu je avto v tem času imel spet nek poseben pomen, višji pomen kot v preteklosti. Torej, avto je enako varnost, lastna mobilnost, lastna varnost. Ampak tako kot vsaka kriza, nas bo tudi korona morala nekaj naučiti. In trgovci pravijo, da se že čutijo spremembe. Avtomobilski trg bo šel vsaj v Sloveniji še bistveno bolj v smeri raznih financiranj, kot gre danes. Da bo izgubljal mogoče na statusnem simbolu, da bo bolj postal racionalen nakup.
časi, ko nakup avtomobila stvoriš iz nekega impulza. Seveda emocije so pomembne, bodo ostale pomembne, ampak mislim, da tudi sama funkcionalnost, prilagojenost lastnim potrebam, da bo spet stopila v ospredje. Racionalen je lahko tudi nenakup. Recimo, če je vaš aktualni avto še dovolj dober ali pa če lahko vaša družina shaja samo enim avtomobilom ter se recimo lahko v službo vozite s kolesom. Ampak slovenska realnost je vsekakor takšna, da avtomobil pogosto zelo nujno potrebujemo. In če bo vaš račun pokazal, da je avto vendarle treba zamenjati, potem se zdaj zagotovo sprašujete, ali je morda prav zdaj pravi čas za zamenjavo avtomobila. Definitivno. Dejstvo je, da smo se na podlagi dobre prodaje v začetku leta vsi zelo dobro založili z avtomobili za mesece marec in april, ki so tradicionalno najbolj uspešni meseci po prodaji za avtomobilske trgovce. Ni skrivnost, da so ti avtomobili seveda ostali na zalogi, zato kupce seveda spodbujamo, da pridejo, da si izberejo enega izmed številnih vozil, ki so na zalogi. Zraven seveda ponujamo tudi dodatne ugodnosti na ta vozila. Pravi čas za kupiti avto je vedno takrat, ko avto potrebuješ. V smislu ugodnosti ponudbe je zdaj sigurno smislen čas. Ponudba je ugodna, tako da iz tega vidika je absolutno pravi čas za nakup avtomobila. Vedno s predpostavko, da se poišče tisto, kar res človek potrebuje. Pričakovanja tukaj so, bom rekel, od vseh nas, tudi mene kot kupca v kakšnih drugih industrijah, najbrž nerealna, da smo vsi mi bogati, imamo ogromne marže in bomo zdaj spustili cene storitev, produktov za 40, 50, 60%. Nihče nima. Kupec kot tak mora biti tudi v teh razmerah preudaren, prebrati droben tisk, pogledati dobro, zakaj to rabi in omogočiti tudi prodajalcu, pa ne govorim zdaj o avtomobilisti kot takem, ampak tudi storitev in ostalih, normalno preživetje. Se pravi, posel mora biti sam po sebe vzdržen. Če ta ni, potem ni rešitve. In zdaj igrati na karto, da bomo vsi zastonj kupovali stvari in da bo posel vzdržen, nažalost, samo v risankah. A vsekakor velja biti nad vse previden. Namreč, če želimo vedeti, kako dober popust smo dobili, je treba izračunati vse stroške, tudi poznejše uporabe. Se pravi, vse servise, zavarovanja, gume, ohranjene vrednosti. Skratka, šele natančen preračun vseh stroškov nam bo dal pravo sliko, a smo dobili ugodno ponudbo ali ne. V ozir je dobro vzeti vsaj to dejstvo, da analitiki vse posod po svetu danes opozarjajo, da v tem koronskem času se je pojavilo zelo veliko goljufij in pa zavajanj. Je pa pri vsem tem zelo dobro, da nam je korona dala novo možnost, da kalkuliramo vse te izračune, delamo doma, v varnem okolju, brez tega, da bi v vas silil trgovec z vsem dobro znanim interesom. Stopamo namreč v obdobje internetne prodaje, tudi v Sloveniji. Večino nas, avtomobilistov, pa tudi verjamem tudi kakšno drugo industrijo, je ta kriza dohitela v neki transformaciji že. Se pravi, digitalizacija, vsaj v našem podjetju, je karma zadnjih 2-3 let. Seveda je zdaj to samo pospešilo. Nakupna odločitev se že danes več ali manj oblikuje na spletu. Mi smo tudi v preteklosti že imeli pokazana dobavljiva vozila, ki so na zalogi. Novo je to, da zdaj stranka lahko tako konkretno vozilo za sebe rezervira. Z enim preprostim klikom na vozilo. Po novem so tudi cene not nastavljene s strani trgovcev s svojimi z njihovimi popusti in tako vozilo potem lahko kupi pa dejansko še vedno pri trgovcu s sklenitvijo pogodbe. Ampak domače okolje lahko hkrati pomeni, da boste slej ko prej vendarle potrebovali strokovno pomoč trgovca. Ampak po novem je tudi ta samo en sam klik stran. Ponudili smo možnost tako imenovanega live chata, kjer kupec lahko dejansko kontaktira prodajalca preko internetne strani, kjer vzpostavita tudi videoklic, se pravi, se med sabo vidita, lahko skupaj odkrivata njegove potrebe, konfigurirata vozilo. Prodajalec ima tudi možnost, da se na primer sprehodi po salonu, mu pokaže kakšne detajle tistega njegovega želenega avtomobila. Seveda
Še ne govorimo o pravi internetni prodaji, se pravi, da bi avto naročili po internetu, ga tukaj plačali, trgovec pa bi nam ga dostavil na dom. Ne, v Sloveniji to še ni mogoče, še vedno je treba stopiti do urada in opraviti vse formalnosti. Morda bo to v prihodnosti kdaj mogoče, ampak menim, da je tukaj bolj na mestu vprašanje, a si to kupci sploh želimo. Namreč še vedno nekaj šteje to, da greš v salon in avtomobil pošlataš, kot rečemo, se vanj usedemo, ga zapeljemo na testno vožnjo in ga preizkusimo v ovinkih. Ne pričakujem, da bi vsi ljudje si to želeli. Velika večina ljudi, tradicionalnih kupcev, si seveda še vedno želi priti, ne vem, skupaj z družino v avtomobilske salone, si pogledati avtomobile, opraviti pravo testno vožnjo, pa ne virtualno testno vožnjo, imeti nek osebni stik z prodajalcem, ustvariti neko zaupanje in potem seveda realizirati nakup. Obstajajo pa tudi novi kupci, ki želijo nove trende, ki jih novi trendi tudi privlačijo. Seveda ta trenutek bodo v manjšini, ampak v bodoče pa se bo, mislim, da trend obrnil bistveno bolj v to smer. Ne bo pa to čez noč in ne bo to samo zaradi pandemije, ampak zaradi splošnih trendov. Opažamo, da na primer so kupci včasih, ali pa še pred nekaj leti, pa ne tako daleč nazaj, recimo od 3 do 4-krat prišli v salon, vstopili fizično v salon, preden so dejansko realizirali nakup. Danes opažamo, da je povprečje samo tam še nekje okrog 1, malo več kot 1. Japonci imajo dober izraz. Pri njih kriza pomeni risk in opportunity. Ta kriza je tudi prinesla neko notranjo refleksijo, kaj delamo do narave. In seveda avtomobilisti smo na oni strani, ki onesnažujemo naravo, vse v javnem mnenju, in je seveda ta kriza zelo dober, bom rekel, moment, kjer lahko te obljube tudi bistveno pospešimo in udejanjimo. Iz tega naslova smo se kot tudi pri združenju že poslali pismo vladi, da želimo v bistvu izkoristiti ta moment, glede na to, da bo na eni strani močen upad prodaje, ogroženih kar nekaj delovnih mest, nekaj podjetij ogroženih, da država lahko morda stimulira z dodatnimi ekološkimi subvencijami v menjavo voznega parka, kajti slovenski vozni park je v povprečju avtomobilski, star 12 let. Pred 12 leti so bile emisije CO2 kar nekajkrat višje od današnjih. In naš predlog je bil, da v bistvu spodbujamo prodajo vozil z nizkimi emisijami. In ja, mi se vsekakor strinjamo, da je kriza odlična prilika, da naš stari slovenski vozni park zamenjamo za bolj ekološkega. V resnici menimo, da je predvsem na mestu tudi razmislek o naši mobilnosti nasploh. Namreč osebni avtomobil nam nudi možnost, da gremo, kadarkoli si to zaželimo. Ampak neprecenljiva bi morala biti tudi možnost odločitve, da ne gremo, da avto uporabljamo samo takrat, ko je to smiselno, ko je racionalno, se pravi, da kdaj pa kdaj tudi ostane doma. Da avta ne zlorabljamo, recimo za vožnjo v kolonah in na ure in ure trajajoče sestanke v sejnih sobah brez oken. Skratka, v resnici bi bilo za naravo še najbolj koristna možnost, da bi stimulirali delo od doma. Seveda v službah, kjer je to možno, kjer je to racionalno, kjer je to smiselno. Recimo v naši. Zdaj pa gremo k prvi današnji predstavitvi. Tako kot vsi tisti, ki ste praznovali rojstni dan v času korone. Ali pa ste se recimo želeli v času korone poročiti. Z malo grenkega priokusa. Čakaj, grenkega zaradi tega, ker so se želeli poročiti, ali zaradi tega, ker se niso poročili? Vsak je svoje sreče sam kovač. Predstavitev pa gre za novega Golfa 8. No, ko je njegov prvi Golf stopil v velike čevlje Volkswagna hrošča, ki je že takrat veljal za legende. Na začetku je premikal množice, na koncu bolj ali manj samo še hipije, ampak njegova legendarna zapuščina se je že takrat vedela, da je ogromna. In naslednik, za katerega se ni vedelo, ali bo velike čevlje res lahko nosil še naprej, je bil seveda Golf prve generacije. In trik marketinški je bil, da so izdelali majhne Golfe in jih v zelo velikem številu razdelili po nemških vrtcih.
In s tem se je rodila prva generacija ljubiteljev golfov. In otroci so lažje pozabili na hrošča in začeli razmišljati o novem golfu, ki ga bodo morda zapeljali sami. In zdaj je teh že kar nekaj desetletij, modelov zelo veliko, mi pa poglejmo najnovejšega. Ki ima učinkovit in čist dizel, ki s tem pravi, nisem še rekel zadnje. Torej, golf je legendaren model, tako pravijo, in pri tem se nanaša na preteklih 7 generacij golfa pred tem rumenim. In če natančno pogledamo teh 7 srebrnikov, potem postane povsem očitno, da legendaren postaneš, če se skozi leta ves čas držiš pravil, ki si jih določil že v štartu. Najbolj očitno oblikovno pravilo je seveda tipično golfovski zadnji stebriček. Ampak če je 8. golf na zunaj podoben predhodnikom, je v kabini prava revolucija. Osnova sta 2 velika zaslona, eden direktno pred voznikom, kjer so bili prej klasični merilniki, drugi je na sredini in na njem upravljamo praktično vse. In čeprav redno komentiramo, da je v modernih avtih urejeno vse po zgledu pametnih telefonov, no v golfu je ta trditev še najbližje resnici. Vedno smo trdili, da je treba glasnost radia nastavljati z vrtljivim gumbom. In še vedno je vrtljivi gumb naša prva izbira. Ampak v resnici, ko smo preizkusili golfov način, smo bili pravzaprav navdušeni. Po prvi vožnji smo zapisali tudi, da bodo bencinski turbo-hibridni motorji sčasoma naredili dizelske motorje nesmiselne. A to velja predvsem za voznike, ki delate manj kilometrov. In po 14-dnevnem preizkusu tega dizelskega golfa lahko rečemo, da bodo dizelski motorji v golfu še kako smiselni, še veliko časa. Namreč motor deluje izredno suvereno, izredno mirno, nobenih traslajev ni, nobenega hrupa. In potem je tu še poraba. Tudi ko smo avtomobil priganjali in vozili po avtocesti, je kombiniran cikel zlahka bil pod 5 litri. Potem pride na vrsto streznitev. V golfovem primeru se ta streznitev kaže v dejstvu, da primerno opremljenega golfa z avtomatskim menjalnikom, če želite bencinskega, ne dobite pod 27 in če želite dizelskega, ne pod 30 tisočaki evrov. Zakaj je nujen avtomatski menjalnik? No, če že zaradi drugega ne, pa vsaj zaradi aktivnega tempomata, serijskega aktivnega tempomata, ki v vmesni gneči samodejno ustavlja in pa tudi speljuje. Kar se asistenčnih sistemov tiče, vsekakor lahko komentiramo, da večina konkurentov ponuja precej manjši nabor varnostne elektronske funkcionalnosti. In tudi tisto, kar je na voljo, pogosto deluje manj suvereno. V golfu je namreč varnostna elektronika povsem na ravni premijskih avtomobilov. Ceno boste zagotovo povišali tudi za žaromete, ki stalno svetijo z dolgo lučjo, so pa sestavljeni iz 22 malih LED diod, ki omogočajo, da ko zaznajo avtomobil pred sabo, zasenčile samo tisti par, tiste 3 diode, ki bi svetile direktno v avtomobil, nasproti vas ali v pešca. In čeprav boste matrične žaromete že našli tudi na seznamu opreme nekaterih golfovih tekmecev, pa ne gre prezreti, da so golfovi bolj segmentirani in s tem popremijsko bolj natančni. Pa naj se sliši še tako ironično, lahko golfa označimo za relativno ugoden avto. Golfovi pravi tekmeci, torej tisti premijski, so namreč občutno dražji. V obdobju karantene se je nabrala dolga vrsta novic. Veliko je korporativnih, ki se dnevno spreminjajo in te lahko redno spremljate tudi na MMC-ju. Pisali smo recimo o Renaultovem prestrukturiranju, pa o Ubrovem odpuščanju, o zdrahah pri združitvi PSA in Fiata ter drugem. Sicer pa je korona dala močno misliti avtomobilskim šefom. V PSA-ju bodo recimo tudi v prihodnje omogočali delo od doma, ampak ne v Sloveniji. Da so vožnje pogosto nesmiselne, se strinja Toyota in Toyota.
ki ukinja načelo go and see for yourself, torej pojdi in sam preveri. Kot človek dejanj trdi, da bodo tako lahko reagirali hitreje in bolj učinkovito. In smo pri čiščenju. Milano bo očistil mestno središče in tudi po koroni bo mesto zaprto za avtomobile. Čehi bodo mestne ulice čistili s potujočimi razpršilci dezinfekcijskega sredstva. In potem je tu novica za tiste, ki jih v Sloveniji še ne srečujemo vsakodnevno. Namreč za kolesarje, ki kolesarijo z masko. Ne zaradi virusa, ampak da ne vdihujejo onesnaženega zraka. In če imajo naši avti vgrajene čistilce zraka, so si zdaj izmislili čelado, ki počne točno to. Temu se reče lastna mobilna oaza čistega zraka. In tu sta dva nova Toyotina SUV-ja. Eden je Američan, Highlander, hibridni 7-sedežnik, tekmec recimo Fordovemu Explorerju, ki si ga v Slovenijo ne upajo pripeljati, ker je menda prevelik za nas. No, Toyota naj bi prišla tudi k nam, a po prodaji bo seveda veliko manj pomemben kot Yaris Cross. Mali SUV, ki ima sicer Yarisovo ime, a takole na prvi pogled nima prav veliko skupnega. No, tehniko ima. Hibridni sklop, s katerim bo Yaris Cross eden redkih malih SUV-jev, ki bo na voljo tudi s 4-kolesnim pogonom. Greva zdaj v elektrovode, čeprav elektrika pa voda, se vemo, ne gresta skupaj. Ampak pri elektriki sta dve stvari, na kateri marketingarji najbolj ciljajo. Eno je domet novega avtomobila, drugo pa je, koliko časa se ta polni. In nove naslovnice so polne polnjen, ki se kar se da hitro dogajajo. Hitro polnjenje in to je rešitev elektromobilnosti. Eno je vedno daljše, domet, drugo je vedno krajše, polnjenje. Ampak pozor, ko je treba plačevati, pride davek za hitrost. Hitro polnjenje je drago polnjenje. Zato tisti, ki razmišljate o električnem avtomobilu, imejte v mislih predvsem to, da boste največ časa avto polnili doma na počasnem polnjenju, na poceni elektriko. Ali pa recimo v službi, kjer imate dostop recimo do cenovno ugodnega, dolgotrajnega polnjenja. Kar se vam bolj splača. No, pri e-TGE-ju res ni dileme, kje ga boste polnili. Doma nikakor ne. Pravilen odgovor je v službi, kajti to je delovni stroj, stroj za točno določene prevoze, za vnaprej natančno predpisan posel. To je kombi za storitev, ki ima do potankosti opredeljen začetek vožnje, pot, režim vožnje in vnaprej rezerviran termin polnjenja, seveda s pripadajočo polnilno postajo z natančno definirano in seveda stroškovno preračunano hitrostjo ter močjo polnjenja. Če se računica izide, potem izvajalec te storitve pri Manu naroči verzijo, ki temu poslu najbolj ustreza. To v praksi pomeni, da izbira ne bo omejena samo na to, kako visok in kako dolg bo izbrani kombi, ali bo imel vrata na elektriko, ter koliko sedežev bo imel, če sploh katerega ekstra, poleg prednjih. V prihodnosti bo pogovor tekel tudi o tem, koliko baterij bo v dnu. No, v preizkušenem in ta hip edinem možnem e-TGE-ju je bilo baterij za 36 kWh, torej za posle, ki jim zadostuje 120 km doseg. Pa ne za vožnjo po avtocesti, saj masa in zračni upor poberata visok davek pri porabi energije. Ta je namreč pri višjih hitrostih kar okoli 30 kWh na 100 km. In za občutek naj povemo, da je to skoraj enkrat višja poraba, kot jo imajo manjši osebni električni avtomobili. Že samo s tem dejstvom e-TGE še enkrat natančno določa, za kakšne vožnje je namenjen. Za izključno mestne, za počasne vožnje. In to je tudi edino smiselno, kajti prav v mestu bodo ti tihi motorji resnično prinašali pravo dobrobit za družbo. Seveda ne delajmo si utvar, vse bolj rinamo v smer, da bodo mestna središča slej ko prej dovoljena samo še za električne dostavnike in že s tem občutno tišja in čistejšega zraka. Povrhu tega že danes vse več poslov pogojuje energijsko čistejši prevoz. V prihodnje pa bo tega zagotovo še več, ker podjetja na vse možne načine nižajo svoj ogljični odtis. In ob teh dejstvih postane hitro jasno, da se lahko električni kombi marsikateremu prevozniku že danes stroškovno izplača. Hkrati pa moramo biti realni. Na avtocestah in regionalkah bodo dizelski kombiji zagotovo še dolgo precej bolj smiselni. Testirali pa smo še en nedizelski avto.
ta z dometom in porabo ni izključujoč do avtoceste in potovanj, a vendarle zelo očitno kaže, da je doma v mestu. Spoznajmo torej Kia e-Soul. Kia ima, tako kot večina ostalih proizvajalcev, velike načrte, kar se tiče e-mobilnosti. Zato ne preseneča, da se dizel in bencin poslavljata, Soul pa ostaja v Evropi kot zgolj električni model, kot e-Soul. Poglejmo njegove najpomembnejše lastnosti. Z novo generacijo je električni Soul postal avto z velikim dosegom. Zdaj ima na voljo baterijo s kapaciteto 64 kWh. In to v praksi zadošča pri mešanem ciklu za približno 400 km električnega dosega. Ko se baterija izprazni, lahko e-Soula polnimo z največ 100 kW moči. To v praksi pomeni, da se bo baterija tam do 80% napolnila v približno 40 minutah. A pri razmisleku o celotnem paketu je treba upoštevati Soulovo značilno funky zasnovo. A ta se odraža predvsem na zunaj, pri obliki vozila. Na znotraj je avto precej bolj običajen. Je pa Soul sedaj postal precej bolj normalen oziroma vsakdanji, ko govorimo o prtljažnem prostoru. V primerjavi s svojim predhodnikom, ki je bil na tem področju nekoliko bolj skromen, je sedaj s takšnim avtomobilom precej lažje shajati. Je pa Soul postal sedaj precej napreden na področju asistenčnih oziroma varnostnih sistemov. Na tem področju je zelo sodoben avtomobil. Zdaj pa gremo nazaj k najbolj vročemu vprašanju. Je zdaj pravi trenutek za nakup avtomobila? Je. Če imate denar, če ste se že tako in tako namenili kupiti avto, potem je zdaj pravzaprav zelo zanimiv čas za nakup avtomobila. Ampak, preden greste v nakup in lov za avtomobilom, pa vam toplo svetujemo, da obiščete tudi našo spletno stran MMC Avtomobilnost, kjer vam pokažemo izračun, ki ga velja narediti pred nakupom. Ta vam bo privarčeval največ. Izračunati se da popolnoma vse, od rednih stroškov, servisiranja, zavarovanja, vse se da zračunati in je prav zračunati, zato ker to pomeni, da bomo naprej vedeli, koliko nas bo avto stal v tekočem rabi. In ko to izračunamo, je treba nujno iti tudi na testno vožnjo, da vidite, če vam avto po domače rečeno sede. No, mi se vidimo spet naslednji teden, vmes uživajte v teh lepih predpoletnih dneh, obiščite pa nas tudi na našem Twitterju, Instagramu, Facebooku in pa seveda spletni strani Avtomobilnosti. Pa še to. Na Floridski univerzi delitveno ekonomijo predstavljajo na primeru pretakanja električne energije kar med vožnjo. Pa ne govorimo o induktivnem polnjenju prek ceste, ampak iz vozila na vozilo.